Družina. Kaj je to? Za vsakogar nekaj drugačnega, ampak načeloma vedno pospremljena z močnimi čustvi in močnim vplivom. Naša primarna socializacija, primarno dojemanje sveta. In kako imamo lahko vsi enake pogoje v tem svetu, ko pa nismo imeli vsi enakih možnosti? Težko je bilo najti sogovornico za to epizodo, ker jih večina noče govoriti o tem. Ker so izkušnje velikokrat težke in hudih stvari se ni prijetno spominjati. Po enem letu mi je uspelo, zato najlepša hvala vsem, ki ste pomagali, delili objavo na Instagramu, tam sem mimogrede Katja GS, pokukajte, napišite kakšno mnenje, predvsem pa delite to epizodo z ostalimi, če se vam zdi vredno. Meni se zdi zelo pomembno. Osebno mi je ta epizoda odprla oči, mi dala misliti in upam, da bo tudi vam. To je torej podcast Rožnata dolina, moje ime je Katja Stojnič, ime sogovornice pa bo ostalo skrito. Lahko vam povem samo to, da je stara 29 let in da je res prijetna oseba, kot boste tudi sami slišali, in da je prava definicija borke. Preden začnemo, še povabilo, da se na podcast naročite in ste tako o novih epizodah obveščeni vsaka 2 tedna. Dobro. Rejništvo. Na spletni strani gov.si piše, da je namen rejništva to, da se otrokom pri osebah, ki niso njihovi starši, omogoči zdrava rast, vzgoja, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo. Vsaka oseba, ki želi postati rejnica oziroma rejnik, mora pridobiti dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti in izpolnjevati določene pogoje. Podrobnosti najdete na omenjeni spletni strani. Še nekaj informacij. Rejnina za otroka starega do 18 let znaša 677 evrov, rejnina za otroka nad 18 let pa 532 evrov. Trenutno je v Sloveniji v rejništvu 750 oseb in še 208 takih, ki so nameščeni v družine, ki izvajajo rejniško dejavnost kot sorodniki. Rejnikov pa je v Sloveniji trenutno 558. To je to. Evo, najprej bi se ti rada zahvalila, ker si sploh pristala, da si prišla v Rožnato dolino in da si pripravljena o tem govoriti. Tako da najlepša hvala v mojem imenu in v imenu vseh, ki bodo to slišali, in dobrodošla v Rožnati dolini. Hvala za vabilo. Preden greva na tvojo osebno zgodbo, ker zgodb je nešteto in vsaka je svoja in vsaka je unikatna in posebna na svoj način, bi se ustavila pri izrazoslovju. Rejništvo, reja, rejenci, rejnice, rejniki. Imaš težavo s temi imeni? Ja, je kar degradirajoč pojem, ja. To, da sem jaz rejenka, se definitivno sliši, kot da sem pač neka žival izvzeta iz narave, ki jo je treba zrediti in jo bomo potem nazaj spustili v naravo, ko bom, ne vem, primerne velikosti pač, ali teže. Tako da imam težavo s tem. Bi bilo fino to spremeniti. Ampak ja, ni pa nujno, da... Tako se mi zdi, da ni nujno, da se zdaj glih poistovetiš s tem. Tako, da se da kdaj malo zakriti ali pa ovinkariti s tem pojmom, tako, če že kdo vpraša. Tako, ni treba, da rečeš rejenec sem. Ja. Kaj pa rečeš, na primer? Se pravi, ista zadeva, ampak v rejniški družini sem. Sam to. Razumem. Kaj zate pomeni družina? Dobro vprašanje. Je družina? Je definitivno neko okolje in odnos, kjer se ti počutiš precej sprejetega, ampak da imaš tudi neke omejitve, ki so pač postavljene iz strani avtoritete, ki je, ne vem, pač mati, oče, skrbnik, zastopnik, kdorkoli drug, ki so v tvoj prid postavljene, ker boljš vejo od tebe. Tako da je neko toplo okolje, vseeno, da se počutiš verjetno sprejeto, ampak da ima vseeno te omejitve. Jaz bi tako pragmatično bi tako definirala družino. Zdaj, prvo leto tvojega življenja, ki čeprav se ti tega takrat še nisi zavedala, je bilo zelo burno. Kaj se takrat pravzaprav dogajalo, še preden si se ti rodila in potem, ko si se rodila, če nas lahko popelješ skozi tvojo zgodbo? Še preden sem se jaz rodila, še preden sem se jaz rodila, je moja mami imela težave z trdimi drogami,
kar v bistvu s heroinom, ampak je bila zelo pač mlada, tako da je tudi, je potem imela otroka, za katerega ni bila pripravljena niti sposobna skrbeti v takem stanju in je zaradi tega, se pravi, v tem prvem letu me je zapustila v bolnici. In potem to prvo leto je nekako izgledalo zame tako, da ja, ona je v bistvu to, da sem se, kako bi rekla, svalkala, no, ker pri nekih njenih in kolegicah in delno malo pri družini je bilo tako zelo turbulentno leto, preden se je v bistvu pol to vse skupaj malo umiril in institucionaliziral. Aha, ona je odšla, ne vem kaj, teden, dva potem, ko si se rodila tako. In potem si ti od prijateljice do prijateljice, babice tudi? Tudi babica je bila šele čist neka zadnja skrajnost, tam šele na koncu, ne vem, 9., 10. mesec. Ampak ja, najprej pa v bistvu tako, se pravi, kakor recimo, da bi ti rodila, zdaj ne bi hotela tega otroka imeti in bi rekla, in pol bi ena tvoja kolegica, dobra kolegica to vedela in bi pač rekla, da ne moreš je kar pustiti ne moreš kar roditi otroka, pa jo pustiti v bolnišnici, da jo bom jaz vzela začasno. In pol je bilo to tako, par teh kolegic, da jo bom jaz in potem sem se tako malo, svalkala po teh različnih bajtah od kolegice do kolegice, za katero ne verjamem, da so bile tudi one kaj dosti sposobne, ampak vsaj imele so to neko voljo, pa pripravljenost v bistvu poskrbeti za nekoga, ki je ostal v bolnišnici. Tako da ja, tako nekako je potekalo prvo leto, potem pa šele na koncu sem pristala se pravi na koncu, torej nekje pri 9., 10. mesecih pri biološki babici. Tako. In kakšna je bila ta biološka babica? Ja, biološka babica je pa tudi imela en kup svojih problemov, predvsem z alkoholizmom, bila je tudi med izbrisanimi, torej je tudi imela problem s tem, da je bila nezaposlena, zaradi tega, ker je bila med izbrisanimi, torej ni imela državljanstva. Tako pa tudi neke svoje travme je imela iz preteklega zakona, ki jih je potem nekako znala prenašati naprej, bila je sicer neuradno ločena, je imela pač enega moža prej, ki jo je pretepal, ji je razbil na neki točki rebra in potem, ko je šla v bolnico, je tam spoznala svojega drugega moža. V prihodnosti je bil to pol drugi mož. On je pa imel kar tuberkulozo, kar res, da smo leta 1800 zanimivo, ker danes pač ne obstaja ta bolezen več, I guess, ampak tako da potem sem bila v bistvu par let pri njima, tako, ilegalno, to. In kdaj so potem se oni odločili to zakonsko urediti? Oni so se potem to odločili zakonsko urediti, ko sem bila jaz stara približno 5 let, torej so se že kar konkretno name navezali in so v bistvu želeli, da sem nekako del njihove družine, tako da tam nekje pri 5 letih je stekla ta vloga pri Centru za socialno delo in je to postalo uradno. Ti si bila torej takrat stara 5 let, kaj so tvoji prvi spomini iz otroštva, prve slike, vonjave, okusi, občutki? Prva slika je ena, ki je taka zelo, mislim, na katero se večkrat mogoče spomnim, je moj ata, se pravi, v nadaljevanju, ko govorim moj ata, je to ta moj nadomestni ata, on nima pač, ni moj biološki ata, ampak to je ta rejniška družina, tako da, ko govorim o atu, govorim o svojem rejniku. Torej, moj ata je, ko sem bila stara 4 leta, je njega v bistvu možganska kap in to pomeni, da je bil v bistvu kar nekako nesposoben za avto voziti, ampak imeli smo pa eno tako petko, modro, Renault, in se spomnim, da je velikokrat šel v klet, oziroma ne v klet, v garažo in je probaval ure in ure na tem, ko se že temu reče, na menjalniku. Je probaval vaditi, zato da bo nekoč lahko speljal. In to je trajalo, ne vem, po Soči, po rehabilitaciji, to je trajalo, sigurno 3-4 mesece. In pol se spomnim, ko sem bila jaz v vrtcu, se pravi, sem bila stara glih mogoče 5 let, tako, da je on prišel s to petko pred vrtec
In sem ga prav tako spomnim, se kar naenkrat ta pač modra petka in je prišel pred vrtec me iskat. In od takrat naprej vozi avto, čeprav ga je možganska kapa, ne, pač, ker je glih tako malo nekako roko skrčeno, da lahko še potisne naprej, a ne recimo v drugo, v tretjo, ampak ja, tako da, evo, to je ena stvar, ki se velikrat spomnim. To je v bistvu lep spomin. On zelo je lep. Ja. prišel po dolgem času iskati v vrtec. Ja, ta je zelo lep, recimo. So pa tudi kakšni slabi, ja, recimo, ko je on bil v bolnici na rehabilitaciji v Soči, sem tudi en dan kar malo pobegnila od doma. Koliko si bila stara? Glih 4. 4 leta si pobegnila od doma. Ja. Mislim, se to ni bilo tako. To je trajalo en dan. A ne? Se pravi, en dan, da se me ni najdel, da sem lutala v bistvu po vasi. Počela kaj? Ja, dobro vprašanje. Zvonila od bajte do bajte. Če ima kdo kaj za jest, če imajo kakšne sladkarije, tega se dosti spomnim. Na neki točki vem, da sem kar vzela mačka v naročje od ene tam sosede in kar z njim prav z njim sem šla tudi kar tako do enih bajt tam. In to je trajalo cel dan. Pač tej nisem povedala, oziroma rejnici. Njej nisem povedala, ona je pač zapaničarila. To je bila tudi moja neka stiska, ker ko je ata bil v bolnici, a ne, na tem, se pravi, njega ni bilo pač 6 mesecev, a ne, on se je zdravil, ko ga je kap, in to je bila tudi neka moja stiska, da sem sama ostala z njo, a ne, tisti dan. To je bilo zelo kmalu po njegovi kapi, tako da. Čeprav razumem, si se torej z njim boljše razumela kot z njo. Absolutno. Greva zdaj malo skozi v bistvu tvoje odnose v rejniški družini. Če začneva mogoče kar s tem problematičnim, torej tvoj odnos z rejnico, ali kako si jo imenovala? Ja, moj odnos z rejnico je bil zelo problematičen. Torej s tvojo biološko babico, no? Tako, z biološko babico, ja. Ona ni imela, ker sem prej omenila, ona je bila med izbrisanimi, ni imela državljanstva, ni imela šihta, ni izpolnjevala nobenih pogojev, da bi lahko mene sploh imela v rejniški družini, zato je to vlogo prevzel ta moj ata. Zdaj v tujini je to ponavadi tako urejen, da pač oba dva zakonca morata imeti nekako to, rečemo temu tako pogovorno licenco za rejništvo, a ne. V Sloveniji pa samo en. Zdaj moja mama je bila pa totalno pač nefunkcionalna, nesposobna preživljati sebe, kaj šele mene, in je pač posledično moj odnos z njo bil res grozen. Se pravi, od tega, od česar ti v bistvu bežiš s tem, ko si v rejniški družini, torej recimo od nefunkcionalnosti, substanc, trdih drog, nasilja, ti bežiš od tega, a ne, in zato si v rejniški družini in potem se znajdeš v rejniški družini, kjer dobesedno se iste stvari dogajajo, se pravi, alkoholizem, nefunkcionalnost, tudi, ja, tako zanemarjanje v bistvu otroka na nekem zelo bazičnem nivoju. Naprimer, kakšno zanemarjanje? Recimo spet, ko je moj ata šel, je imel možgansko kap, torej ko sem ostala z njo sama, me je recimo, je kar noter kadila, ne, se pravi, cel čas je recimo noter kadila, ni pomila nobenih posod, v bistvu je vse v lijaku kar gnilo, se je tudi znala kdaj pač malo znašati nad mano, tako pač, da bi svoje frustracije dala ven, se pravi fizično, a ne, ampak to ni bilo zdaj toliko pogosto, da bi rekla tako, da je to trajalo leta in leta. To je bilo eno obdobje, glih takrat, ko ni bilo ata, da bi v bistvu zadeve v svoje roke prevzela. Ampak je bilo glih toliko, ja, nefunkcionalno, tako da. Kaj pa, omenjala si fizično nasilje, kaj pa psihično nasilje? Psihično nasilje tudi, ja. To se je potem itak še kasneje nekako, kako bi rekla, ja, tudi ko se je pač ata nazaj vrnil, je še kasneje se precej psihično nekako znala izživljati nad mano. Predvsem je bilo to mislim, ne predvsem, ampak zelo pogosto je bilo v smislu, da mi je grozila, da če se ne bom lepo obnašala, pa jaz sem bila res priden otrok. Tako, jaz res nisem jokala. Z mano nisem imela nobenih problemov, no. Ampak vse, kar je bilo kao, glih mal odklon, glih mal narobe, mi je ona grozila, da me bo dala v vzgojni zavod.
In te grožnje so pač grozne, zaradi tega, ker ko si ti pač majčkan, mislim, že tako nimaš nobene varnosti ali pa občutka stabilnosti, ali pa a se boš preselil, ali bo treba nekaj drugače, a te bojo premestili v rejniško družino, a je to sploh moja družina, a je to sploh varna družina. In potem še znotraj te družine, ko si se glih navadil, ti še nekdo v bistvu zaradi tega, ker te on ne more nadzorovati, čeprav, again, si priden otrok, dobre ocene in vse, te v bistvu, ti grozi s tem, pač, da te bo, kako rekla, da te bo pač dal v ta zavod, a ne, ker sirotiščen zglih nimamo v Sloveniji in pač, boš pa šel v vzgojni zavod. Pa tam jamrej. Wow. Kaj pa odnos z, torej, tvojim atejem? V bistvu, on je bil svetla točka. On je absolutno, luč na koncu tunela in vso zlato, pač res izjemen človek. Zelo pač tako nobel, dobrosrčen, pripravljen poslušati, pripravljen pomagati, res, to se je res čutil, da je bil pripravljen pomagati. Je imel seveda tudi več časa, v smislu, ker njega je kap, se je predčasno upokojil in je res vedno bil tam zame, znal je biti konsistentna točka, na katero sem se lahko zanesla. Vedno, ko so bili neki rejniški, oziroma ne rejniški, te roditeljski sestanki, vse prav, niti enkrat, da bi to izpustil, če sem rabila prevoz nekam, vedno je bil na voljo, tako da on je pač ta svetla točka te družine, da je nudil točno to, kar sem rabila, se mi zdi tako skozi celo rejništvo. Še danes, a ne. Tako da z njim imam super odnos, z njim imam tak odnos, kot da je pač moj biološki oče, a ne. Točno tako se počutim, nič manj ga nimam rada, kot če bi bil mislim, a ne, rada ga imam, kot bi bil pač moj biološki oče in počutim se ljubljeno toliko, kot da bi jaz bila njegova biološka hčerka. Se objameta, se stisneta. Absolutno, ja. Kaj pa z rejnico? Ne. Ne, z rejnico ne. Kakor so se midve pol pogovarjale, ona je umrla potem kasneje, tako da je zdaj že 10 let ni več tukaj. Ampak ne, z njo nisva imeli nikoli takega odnosa, je bilo pa tudi, zdaj se mi je kar malo posvitalo za nazaj. Če me je probala kdaj objeti, je bilo to, ko je bila alkoholizirana. Se pravi, samo takrat je v bistvu nekako prišlo do tega, da mi je znala tako malo neke naklonjenosti dati, ampak kot otrok sem jaz to tako res sem videla to, da je takrat v alkoholiziranem stanju. To je tako, ne znam drugače razložiti, ampak veš, ko recimo vidiš, ko psi lajajo na ljudi, ki hodijo pijano, a ne? Ker začutijo, da je nekaj drugače. Točno tako sem jaz začutila, pač ko je ona se meni skušala nekaj približati v alkoholiziranem stanju, in neko ljubezen dajati jaz sem kar nazaj nekako se, ni bilo to, nisem nekako dojemala tega kot iskreno, zato ker se to nikoli ni zgodilo v treznem stanju, a ne. Tako da z njo res nisva imela niti telesnega, niti tako, ni bil ta materinski stik pač. Materinska vloga definitivno ni izpolnjena bila tukaj. No, in ker v bistvu, mogoče še najprej, preden gremo na to materinsko vlogo, v Rožnati dolini je navada, da mi poslušalke in poslušalci pomagajo ustvarjati epizode in ogromno vprašanj, več kot 50 si jih prejela, ne bova imeli časa za vse, ampak Tilna, na primer, zanima, kakšen je tvoj odnos z biološko materjo, če lahko o tem spregovoriš, če se počutiš komot, a se še slišiš z njo in kako si se sploh slišala z njo še v otroštvu? Moj odnos z biološko materjo je skoraj da ne obstaja. Zares iz otroštva se je ne spomnim. Iz otroštva je bilo samo tako, nekaj obljub se spomnim, ki potem niso bile izpolnjene, recimo bom prišla za tvoj rojstni dan te obiskat, pa potem se to ni zgodilo. Potem pa sem jo prvič, tako da se spomnim, da sem jo videla, oziroma tako prvič, da sem jo res mogoče spoznala, je bilo v bistvu neka družinska tragedija, se je zgodila, ali kako bi rekla tako, in smo se v bolnici v bistvu videli in spoznali, ker je tako izgledalo, kot da bo ona glih nekaj umrla ali kako, in potem smo se v bistvu tam spoznali. Odnos je bil hladen, nisem spet, nobenega občutka pripadnosti, nobenega tudi iz njene strani občutka, kot da jo zanima, kdo je otrok pred njo.
Ta ena zavesa sramu, krivde je kar nekako pač prevladuje toliko, da sploh ni tega stika, v bistvu tako nekaj pristnega. Ti tam, koliko si bila stara? 10. 10 in kako si ti to doživljala? Kako sem to doživljala? Ne vem, tako kar po eni strani kar prizemljeno, ne vem, verjetno oddaljeno, ampak ni me prizadel, recimo, to me sploh ni prizadel, ker se mi je zdel, ne vem, meni se kar od nekdaj se mi je zdel logično, ja, če nisem vsak dan z nekom, pa če ga ne vidim 10 let, itak da ni moja mami, itak da nimam z njo neke navezanosti, to mi je vedno bilo nekako jasno, no. Tako da. Pogrešaš torej nek materinski lik, neko žensko figuro, po kateri bi se zgledovala in ki bi sevala neko toplino te mame, klasične, tradicionalne, kot jo imamo v mislih. Pogrešaš? Ja, pogrešam, ja. In mogoče, kakšna učiteljica se je kdaj najbližje približala temu idealu ali pa kakšna mami od fanta, recimo od kakšnega fanta, ki sem ga imela, ki so me pol tako dosti lepo sprejeli med sebe in ja, recimo, da se je to najbližje približalo, ampak itak, ja, se mi zdi, da celo življenje potem nimaš nobene referenčne točke, da bi se pač zares primerjal z nekom, s tisto neko prvo, kako bi rekla, s to neko prvo idejo o tem, kaj ženska je, a ne, pač je ponavadi mati nek zgled lahko, ali pa je obratno, lahko je zgled tega, kaj nočeš mogoče postati, a ne, ampak ja, tako da jaz sem imela bolj ta inverzni, a ne, zgled česa nočem postati, je bilo zelo jasen. In mami in mama. Ni bilo pa tega zgleda, kaj bi rada bila. Neke pozitivne stvari. Kaj pa v povezavi s tem? Sej dom ustvarjajo vsi vključeni in vpleteni. Ampak, a je tvoj dom tam, kjer si odraščala? Najprej? Ja, zdaj je. Ja. Zakaj zdaj? Zato, ker sem zdaj jaz tudi nekako dosti energije nazaj vložila v to, da recimo obiskujem ata in s to energijo vloženo se je ustvaril dom. In kaj mu je prej manjkalo? Prej mu je manjkalo sploh volja, želja, da pridem tja. Ponavadi je bilo tako, da bi rajš šla čim dlje od doma, čim prej v Ljubljano študirati, čim prej stran iz tukaj, a ne. Ampak zaradi rejnice? Ja, zaradi nje, ja. Tako da potem, ko je ona umrla, je bilo lažje, a ne, se vrniti nazaj. Ker itak ni bilo tako nikoli, ne, da recimo, da je zdaj dom tam, kjer te nekdo pričaka z nekim jabolčnim štrudlom in lepo diši, pač tega ni bilo, a ne. Zdaj pa jaz sem tista, ki pač pridem domov, skuham nekaj lepega za kosilo, pričakam nekoga z jabolčnim štrudlom in zdaj je topel dom. A veš, kaj mislim? Ja. Prej pa te topline v bistvu ni. Makje. Hrenovka pa zemlja, pa je to pač. Ok. Si se počutila varno v tem domu? Ne. Kljub atu? Kljub atu, ja. Ja, vseeno. Misliš, da bi bilo lažje, če bi bila posvojena? Mislim, da bi bilo lažje, ja. Bi si želela biti posvojena? Jaz vem, da na neki točki vem, da sem si želela biti posvojena, ampak mi smo imeli malo tako itak finančne težave in potem je tudi, če se nekoga posvoji, ne dobivaš več te rejnine, a ne, ki je takrat znašala, ne vem, mislim, da okrog 400 € na mesec, a ne, za te stroške v povezavi, kakor nek otroški dodatek, a ne. In zdaj, ko si ti posvojen, tega rejniškega dodatka ni več, a ne, ker mi smo se v bistvu 3 preživljali samo z pokojnino, ki je takrat znašala, kaj pa vem, 700 €, a ne, se pravi, jaz, mama pa ata, pač za 700 € in potem je ta rejnina bila velik del. In tako da oni so se potem iz čist finančnih tudi razlogov odločili, da je boljš, da ostanem jaz v rejniški družini, a ne. Pravzaprav, kaj, on je bil invalidno upokojen, ona je bila izbrisana. Tako. Ja, jaz pa kaj, nesposobna za delo, a ne, pri valjda 10 letih, tako da, ja, smo v bistvu 3 bili tako s toliko nizkim prihodkom in zaradi pač, ja, posledično je bilo čisto tako, logično je bilo se odločiti nekako, da pač me ne bojo zdaj posvojili. Čeprav bi bilo pa lažje, itak bi bilo lažje, a ne, bi se res bolj nekako počutila pripadno, ali kako bi rekla. Oziroma, ja, bi imela to zmožnost dolgoročnega planiranja svoje prihodnosti,
da ne bom iz vsakega leta neki a veš, da ni tako, mogoče pa zdaj čez 2 leti se mami pocajta, pa se bom vrnila v biološko nazaj družino, ali pa me bojo iz te rejniške družine dali v drugo, zato ker bi ta postala nefunkcionalna, a ne, tako vedno je neka nevarnost, da v bistvu ne boš več tukaj, a ne. Ti si pol ves čas bila v tem, ko se reče alert. Fight or flight, cel life, ja. Ti si bila ves čas v fight or flight momentu. Ja, čeprav bi rekla, da sem vseeno imela tako lepo otroštvo, a ne, ampak jaz sem imela srečo, da sem pač odraščala na vasi, kjer sem pač, zjutraj sem šla ven, smo bili na polju in cel dan smo bili pač zunaj v vasi in potem zvečer so spet prišle, ne vem, te težave ali kakorkoli. Tako da sem imela kako bi rekla, neko ravnovesje je bilo, ni bilo tako samo slabo. Imela sem zelo fajn družbo v vasi. Tako, družba v vasi. Prišli bova še, ker vse to, kar omenjava, ne, brez omembe CSD-ja, sistema in sposobnosti oziroma nesposobnosti države, do tega bova še prišli, ampak bolj me zanima to družba na vasi, socializacija, šola, prijatelji in tako naprej. Kako si doživljala ti, sošolce, sošolke, šolo, ljudi, ki so bili izven te družine in kako so oni tebe? Kakšna je bila ta izkušnja? Jaz sem imela tako, glede socializacije, res precej srečo. Nikoli me niso neki izobčili ali pa, kako se reče, bulijali. Ja, izvajali nasilje. Izvajali nasilje nad mano zaradi tega, ker bi, ne vem, nosila cunje iz Rdečega križa, zaradi tega, ker ne bi imela ta prave družine ali kakorkoli. Se mi zdi, da nekako je ratala ta socializacija očitno preko dobesedno vasi in potem spet šole in tako, ne. Je nekako ratala zadostna, zgleda, da sem bila lahko del družbe. Tako da res, vedno sem bila in na rojstne dneve povabljena in tam smo se imeli fajn, tako da res, s tem res nisem imela problemov. In se mi zdi, da je sicer mogoče bolj sreča, kakor pa spet sistemsko, a ne urejeno, tako da jaz sem tukaj imela srečo zaradi, ne vem, drugih ljudi v svojem življenju, ki so bili očitno dosti okej. Tako da ja, moja izkušnja s tem ni bila toliko grozna, no. Ja, pa ti si okej, ne, tudi. Ja, pa I guess, ja, mislim, pravijo. Kako tvoje možnosti niso bile enake? Kako si se ti razlikovala od ostalih otrok? Kje si opazila ta neka odstopanja? Ta odstopanja sem opazila dejansko šele po rejništvu. Se pravi, vmes, res, jaz sem tudi tako, bom rekla, direkt iz enega mesta na Gorenjskem, ki je zelo delavsko mesto in ni tako, kot da je moja izkušnja, čeprav je izkušnja rejništva izolirana od tega. Se pravi, revščina, delavstvo, a ne, in v bistvu tako, ni kot da smo vsi imeli denar za to, da gremo neki trenirati, recimo tenis ali pa tako. Večina mojih pač vrstnikov v bistvu so bili iz tega delavskega industrijskega mesta, zdaj že skoraj vemo, katero mesto to je. Imamo 3 na voljo v Sloveniji nekje, ja, se mi zdi. Ampak ja, ne, glede na, ja, v glavnem, ja, torej, kaj je bilo vprašanje? Okej, da v bistvu, kje si se ti razlikovala od ostalih? Kje si videla ta odstopanja? Ja. Torej, ja, to odstopanje se je pol res šele pokazalo. Se pravi, ne med odraščanjem, res, noben ni treniral ničesar, noben ni neki ekstra hobijev imel, gledališča, česar koli tazga. Torej pravzaprav hočeš povedati, da tudi ostali so bili vaški, preprosti, kako bi rekla, tako. Ni, da je nekdo pač imel nove teniske in je stopil in se fleksal. To pa res samo ena oseba v celem razredu, tako da je bila ona bolj tako, ta pa kar v Ljubljani cunje kupuje, a veš, mislim, ta level je bil, tako da, ja, meni se je pol šele pokazalo, ko sem, se pravi, pri 18 sem šla iz te rejniške družine, ker se rejniška pogodba pač konča pri 18 letih, ker se domneva, da si zdaj ti pač samo svoja čustveno zrela oseba, ki lahko handla life in... Čakaj. Aha, sorry, ja. Ne. Ti si pri 18 spakirala kufre in šla biti samostojna. Ja, v Ljubljano. Ker je tako more biti, ker ti ni več mislim, kaj, to je bila tvoja, to tako pač je, pri 18 se konča, ampak a ni neka možnost podaljšanja? Je možnost podaljšanja, če se smatra, da bi zdaj ta oseba lahko, da ta oseba ni še zadost zrela ali pa, da bi se lahko pač postavila na svoje noge, a ne, in
Oziroma, ja, pa še nekaj, če se zaposliš, ali ne vem, kako že točno je, ampak ja, meni so dali možnost ali podaljšati ali pa ne podaljšati, ne. To center za socialno delo. Ja. Ti se odločiš kot 18-letnica. Tako, ja, ampak če bi se jaz zdaj odločila podaljševati, pol to moram nujno izkazovati z nekimi razlogi, zakaj jaz zdaj še tukaj podaljšujem, ali imam čustvene, ali imam vedenjske težave, ali imam učne težave, se pravi, kaj pa vem, jaz sem bila takrat tako, povprečna 18-letnica, ki je ready naprej za faks, a ne. Ti si želela iti. Jaz sem hotela iti, ker sem itak hotela iti stran od doma. Jaz sem pač bila 18, meni se je life odprl, gremo v Ljubljano, gremo študirati, gremo biti odrasli, kao, a veš, kaj se ti tako mudi odrasti tudi, ne. Tako da ja, jaz sem itak hotela v bistvu iti stran, ampak saj pravim, pol šele po 18. letu se je začelo poznati to, koliko drugače sem jaz odraščala, koliko manj denarja imam, koliko manj enega, ja, finančnega zaledja strani staršev, da se moram totalno sama znajti, sama najti in stanovanje in imeti že kar takoj šiht in financirati izpit za avto, vse, mislim, čisto vse, a ne, nič ni dano, nobena stvar. Tako da takrat se mi zdi, vem, da sem takrat šele začela res razmišljati o svoji izkušnji v rejništvu. Dokler sem bila otrok, še pesa nekako vse skupaj. Pol pa se začnejo te razlike, ja, zelo kazati družbeno. V bistvu si bila revna študentka v Ljubljani, brez kakršnega koli zaledja. Kaj je država na tem mestu naredila? Hvala državi, da sem imela glih najvišjo možno državno štipendijo, ki je takrat znašala bogih 240 evrov na mesec. 240 takrat, evrov? Ja, takrat samo je to bilo ti je pripadalo? Samo to je bila najvišja štipendija. A ne? Državna štipendija 240 evrov, študentski dom je bil, takrat je bil 90 evrov na mesec. Čakaj malo, niti študentski dom ti ne bi zastonj pripadal? Ne, še celo čakalna doba, moraš čakati, da si pač sprejet. Jaz sem imela res to srečo, da sem res bila ekstra revna, a ne, in da sem takoj prišla na vrsto, a ne, ker eni itak se pač dajo v to čakalno vrsto in potem šele čez 1 leto recimo pridejo noter, ko se spuca, a ne, ta vrsta. Jaz sem pač imela to prioritetno, vsaj toliko, da sem takoj, ko sem vložila to prošnjo, sem takoj prišla. Jaz sem bila septembra že noter. Oktobra se je začel faks. Ja, ampak polovico štipendije, slabo polovico si dala za to, da imaš tam sobico. Tako, za to sobico, ki sem si jo seveda delila s cimro, a ne, tako da to ni pač samostojna. Ostalo sem pa delala 4 do 5 krat na teden, kar je bilo, pač mi je seveda oteževalo, da sem dokončala diplomo. Absolutno. Sej to poslušalci, ki so večinoma študentke in študenti, mislim, 4 do 5 krat na teden delati medtem, ko študiraš, je za ja. Ja, moje požrtvovanje je izgledalo tako, da sem pač ob petkih in ob ponedeljkih nisem hodila na faks, tako načrtno, zato da sem lahko v kosu delala petek, sobota, nedelja pa ponedeljek. Se pravi, to je že 4krat na teden in to mi je nekako približno pokril stroške še tako. Da če sem imela recimo 400-500 evrov na mesec vsega, ne, tako denarja mi je, pa takrat so bili še zastonj boni povsod, se pravi in Holyfood in Forster in ne vem kaj vse. Pa zdaj boni stanejo 5 evrov. Ja, in pač zdaj je grozen, zdaj je še hujša situacija. Jaz mislim, da če bi zdaj se mi to zgodilo, pa je samo 10 let kasneje, da ne bi pač se mogla toliko postaviti na noge, kakor sem se zdaj, no. Glede na trenutno situacijo v državi in inflacijo in vse skupaj. Ker zdaj 500 evrov ni dosti, da študiraš na mesec, ni šans, pač moraš delati skozi. Če res nimaš nobenega, ali da ti preživnino daje, ali da ti pač nekdo pomaga z najemnino. Študent biti je grozno pač danes, ne. Sploh brez zaledja. In ti si vse to sama furala? Jaz sem vse to sama furala. Na to sem ponosna sicer. Ja, lahko si. Ne bi bilo treba, bi bilo vseeno mogoče boljš, da bi imela kakšno to zaledje. Ampak vseeno, je to ena taka izkušnja, ki lahko rečeš, da si pol malo bolj samozavesten, ker imaš dejansko dokaze, da ti je ratal na neki točki sam. Lahko bolj zaupaš vase. Nekako, delno. Te počutiš, da si sama? Dobro vprašanje. Mislim, da zdaj še ne, ampak ja, ko bom starejša, pa recimo, da ne bi bila
poročena, da se moja družba že čisto razkropi, dobijo druge interese, družine svoje in tako dalje. Takrat mislim, da se bom in da bi se ful počutila samo, zdaj pa ne. Zdaj ne. Imaš dobre prijateljice, prijatelje? Ja, to je ful, mislim, da je to najbolj pomembno. Mogoče vam zdaj malo težje vprašanja, so mi napisali poslušalci, tako da, če slučajno ti ne je bilo, ne rabiš odgovarjati, tako da. Rakso zanima, ko si odraščala in začela bolj razumeti neke stvari, kako si se soočala z občutkom zavrženosti in a je bil sploh prisoten? Ni bil nikoli prisoten, to pa ne vem, kako se pravi. Meni se je zdel, kot da sem nekako razumela, da moja mami pri 19 na heroinu enostavno ni bila zmožna mene imeti in funkcionalno poskrbeti zame. In potem je tudi še vmes bila pač v zaporu in ne vem, kaj vse je še bilo. In meni so pač teh stvari oni niso skrivali, moji redniki tega niso skrivali od mene, že od zelo zgodaj so mi povedali, kaj je bilo. In nisem imela mogoče zaradi tega težav s sprejemanjem tega, no. Mogoče res ta transparentnost, to pa je res bilo, čisto od samega začetka. Potem tudi v bistvu na vprašanje, pazi to, ker to je pač Instagram profili, to je profil Instagram Oprane gatke se kličejo. Oprane gatke zanima, a se počutiš izgubljeno, ko da ne veš, odkot prihajaš in kdo si? Ne. Niti to? Ne. Fajterka? Ne, mogoče ne vem, ampak res prav nimam tega občutka izgubljenosti, kvečem nasprotno pač. Ampak se pravim, jaz imam tako občutek, da to je povezano, da je to res povezano s tem, da si pač bil malo tako vržen in moraš plavati in pol pač ti v bistvu moraš s svojim celotno bitjo biti tam in pač izkušati to, kar ti je dano in to pač ni šans, da pobegneš stran od sebe. Mislim, da pobegneš stran od sebe, da nisi prisoten, da se ne boriš, da pol nisi ponosen, če ti je ratal. A veš, tako, ne vem, ne bi rekla. Ni tudi v bistvu prostora za neka filozofiranja. Ni, ne? Ja, ne, to si ful dobro rekla, ja. Ni prostora za velikrat ni prostora za to, da se ti zdaj vprašaš, a je ta šiht meni zdaj dober, a se jaz samo aktualiziram na tem šihtu? Ne, pač ti boš šihtu vzela, ker to te bo pač dvignilo iz revščine. Zdaj pa, a kuješ tam žeblje v neki tovarni ali, ne vem, pišeš filozofske prispevke za revijo, ne vem, kakšno. Pač sploh ni vprašanja, kako se jaz počutam velikrat ob tem, tako, kot bi Bosanci rekli, što se mora, ni je težko. Ja. Tako da to pol itak ni najboljš velikrat, v kakšnih drugih situacijah. Se pravi, recimo, to je mogoče en del, da odgovorim na to vprašanje. Mogoče se malo zgubljeno počutim v tem smislu, da težko sanjam o nekih stvarih, ki so večje od mene. Sanjaš dobesedno ali tako sanjaš, tako, kaj bi jaz... Ja, kaj bi jaz, tako sanjati o boljšem življenju, o nečem, kar je večje, tako, nekaj, kar je nepredstavljivo. Vedno preveč realistično si vse zastavljam ponavad, glih zaradi te svoje izkušnje, ker je bilo treba pač prisiljen biti, se mi zdi, realist, ker je to tisto, kar je pač rezultate dejansko dala, kratkoročno. Ne pravim, da if you dream big, da ni teh rezultatov, sam ponavadi niso tako kratkoročni. Pač v taki situaciji moraš imeti kratkoročni rezultate takoj. In definitivno bi lahko si bolj tako se naučila bolj sanjati ali pa kaj takega in bi pač posledično bila bolj v stiku s sabo ali kako je že bilo vprašanje, češ da... Izgubljena, izgubljena ali pa kakorkoli, ampak tako, v splošnem pa ne. Dejansko zadošča tem nekem življenjskemu minimumu, sigurno. Si zadovoljna? Sem kar zadovoljna. Fajn bi bilo mogoče kakšen drug šiht imeti in dejansko biti samo aktualizirana in izpolnjena v njemu, ampak dokler se to ne zgodi, pač imam šiht. Zdaj v bistvu si ti zaposlena, samostojna, živiš sama, tako. Skrbiš zase, hudo. In zdaj na nek način tudi, ker si sama sebi daješ to varnost, mogoče zdaj si začela razmišljati o teh, kaj bi, če bi, kaj bi lahko, kaj bi mene mogoče bolj osrečevalo kot me ta služba, če prav razumem. Ja, šele zdaj nekako lahko
si drzneš sploh postavljati taka vprašanja. Ja, verjetno, ko postaviš te neke osnovne parametre, ko se nehaš zgubljati toliko, čeprav tudi šiht nikoli ni zdaj stabilen ali pa tudi te parametri niso toliko stabilni, da bi zdaj zaradi tega, ker so stabilni, si lahko dovolil šele pač razmišljati o tem. Ampak po mojem pride pač s časom. Mislim, da sem rabila leta in leta, da sem diplomirala in da sem naredila ta vozniški izpit, ki je drag, ko svinja. Da ne govorim, koliko sem dala denarja za to. Ko si padla že parkrat. Ja, parkrat sem padla in to je bilo, mislim, travma vsakič, ko je bilo treba iti na to upravno enoto. Ne govori, meni je mišica se mi je tako tresla, da sem mislila, da bo volan spul. Ampak ja, to je res, to bilo toliko denarja zapravljenega za ene take stvari, osnovne, da se postaviš na noge, veš. Pa da si kupaš neke obleke, ki niso iz Rdečega križa, zato da te bojo sploh zaposlili recimo na nekem intervjuju, ne moreš priti tja strgan, že to je vložek, kako naj pridem do teh oblek, če sploh nimam keša. A veš kaj, mislim, tako pa izpit, pa ne vem kaj, mislim, tako res je grozen poskrbljen za to, že tako na sistemskem nivoju, ja, kao ti si zdaj samostojna oseba pri 18 in kaj država naredi, mislim, lahko bi mi dala olajšave, ne vem, tako kot vojakom dajo, evo, CPP, prvo pomoč, a ne, vojaki imajo to za vikend, v bistvu oni in to lepo častijo, a ne, mislim, častijo. Lahko bi imela psihosocialno pomoč v sklopu, ne vem, rejništva, ne vem, teh sestankov ali pa tako, pomagajte mi, da se jaz pač malo postavim na noge, če sem že tako deprivilegirana celo življenje pač. Točno to, pomagajte mi. Kaj bi rekla ti CSD-ju, državi, politikom, če bi zdaj poslušal? Verjamem, da kakšen bo kaj slišal, če ga bo pobrigalo, če ga bo zanimalo. Kaj bi ti zdaj rekla? Evo, mikrofon je tvoj. Ja, lepo prosim za psihosocialno pomoč, se pravi, tako, nekega psihologa ali pa psihologa, nek pogovor, ki je neodvisen od Centra za socialno delo. Ker sej ti imaš vsako leto sestanke na Centru za socialno delo in te tam sprašujejo, in kako je doma, ampak to zgleda pač tako, da si ti strokovna delavka, pa oba rejnika. In ti pred njima ne boš iskreno povedal. No, da ste vsi skupaj. Ni šans, ker lahko kaj bojo. Ja, vsi, in to je vsako leto. In to je zdaj, jaz lahko povem, ne vem, mama je alkoholik, ja kaj, to jaz pač tvegam, da me bojo premestili. Jaz sem se pa že na ATA recimo navezala. Dejansko ne moreš to, da oni kar nekaj performirajo, to pomoč tam, zato da je birokracija, da rečejo oni, evo, imam zapisnik, pa to ni za nikamer. Zato bi rabili neodvisno, po mojem, neodvisno psihosocialno pomoč, institucionalizirano, ki nima veze z Centrom za socialno delo. Tok, da imam pač nek dostop, da se z nekom pogovorim, ko sem v stiski, ki ne bo takoj šel zatožiti centru in reči, ne, ona bo pa morala biti premeščena v neko drugo družino, a ne. Ker mogoče si tega ne želim, a ne. Če bi pa to na tistih sestankih na centru povedala, pa tudi včasih bi pol, ne vem, lahko povedala preveč, pa kdo ve, ali doma batine, a ne. Mislim, enostavno pač ni, v šahmatu si, a ne, če oni performirajo tam, da ti kao nekaj govoriš, ampak jaz enkrat nisem povedala za te probleme, pač o teh problemih nisem govorila. In tudi noben tega ne preverja, razen na sestankih enkrat letno. Ja, enkrat letno, pa imaš pa še če se prav spomnim, ne me vzeti za besedo, je tako, kakor da pride napovedano, na kontrolo. Strokovni, ta center, mislim, da socialna delavka, ta, ki ti pripada, za ta tvoj case, ne, pride domov, ampak je to napovedan check-up. Ja, nič, itak, pač zbrišeš posode, a veš, vse pripraviš, postaviš rože v vazo, mislim, in tam pač, ja, performiraš vse, da je vse okej, pač. Mislim, grozen pač. In nuna tam, kljukca, cool, čau. Potem Center za socialno delo te je razočaral. Absolutno me je razočaral. To, da sem jaz imela kljub vsemu, na koncu bi rekla dobro izkušnjo z svojim rejnikom, Atom, je zgolj in samo zaradi njegove dobre volje in tega, ker on ni šupa. Ja, naključje, ja. Jaz bi rekla, da 90% ljudi, ki ima dobro izkušnjo v rejniški družini, je zaradi tega, ker so ljudje, ki jih imajo dobri, ne zaradi tega, ker je to poskrbljeno na državni ravni ali pa da bi centri za socialno delo to imeli urejeno.
Tako, v bistvu naj povem na tej točki, da mi je tudi pisala še ena punca, se mi je javila, najlepša hvala tudi njej, kot sogovornica in njena zgodba tudi težka, v bistvu je zbežala, ona je sestra, nasilje doživljala, psihično in fizično, tako da zgodb je v bistvu toliko, kot je otrok in vsaka se razlikuje, ampak se mi zdi, da ne vem, je več žalostnih kot veselih zgodb. Imaš ti, ko se pogovarjaš, si se pogovarjala s katerimi še z drugimi, kaj opažaš? Ja, opažam, da ni blesteče, pa zelo velikrat je pač ta neke nove dinamike se vzpostavijo s tem, ker pač ne ostanejo vsi toliko dolg časa v rejniški družini, kakor jaz, recimo grejo dejansko po 5 letih nazaj k izvorni družini, ali pa morajo dejansko biti premeščeni in to je zelo naporno, a ne za njih. Tudi vprašanje, koliko se tukaj poskrbi, koliko so starši, pač koliko so rejniki sploh pripravljeni da ti razlagajo te zadeve, kako bo zdaj, kaj to zdaj zate sploh pomeni, ne, ko si ti premeščen, recimo, to se mi zdi ful težko, da nekoga premestijo v neko drugo družino. Čakaj, tebi noben ni razlagal? Ma kje? Torej, noben ni bil v stavu, da bi ti povedal, kaj se dogaja. Ne, to bi bilo fajn, ne, da bi bil tako nekako čustveno, kako rekla, da bi tako res vedel, kaj to vse, kakšno prtljago to lahko prinese, potencialno, in da bi bil mogoče pripravljen na kakšen tak pogovor. Ampak tega res ni bilo, ja. Kako lahko kot družba sistemsko ali pa nesistemsko poskrbimo za boljši sistem rejništva? Sej, ogromno si že povedala, ampak evo, počasi greva v zadnjemu poglavju današnjega pogovora. Kaj bi še omenila? Sigurno bi bil kakšen prvi korak to, da se sploh ozavešča družbo, kaj sploh so rejniške družine, kako se razlikujejo od, tudi pravno gledano, mogoče od posvojitve, s kakšnimi izzivi, mogoče da so kakšni taki glasovi recimo slišani, da se lahko približi, se pravi to, na prvi točki to neko ozaveščanje, ne. Pol, ko bi to imeli mogoče pošlihtan, bi država lahko dala malo keša v to, pa da bi mogoče se tako, kaj bolj avstrijsko lotili kakšne zadeve v smislu, recimo, to bi bilo zelo fajn, da bi oba zakonca, oziroma, da bi oba zakonca morala nekako to licenco pridobiti, zato da se res vidi, a ne. In pol tudi, da preverjajo pač konstantno, se pravi, če recimo vidijo pri neki familiji, da ta oseba, da ni nekega obeta, da se bo lahko oseba vrnila v biološko družino nazaj in da se bo to vleklo iz leta v leto, da se pač posvoji, a ne, da je nekako, da pride, da Center za socialno delo skoraj da nek odlok ven, da mora priti do posvojitve. V Sloveniji je težko, ne? Ja, v Sloveniji je itak težko, ja. Pa tudi zelo težko je baje, točno ne vem, da se ti vrneš nazaj v izvorno družino potem, ko se, ne vem, ko pridejo iz zapora ali pa ko so čisti, je baje zelo težko, da se vrnejo nazaj, mora biti tudi oseba zaposlena za nedoločen čas, kar je tudi težko danes v pač teh prekarnih časih, a ne veriženja pogodb in tako. Tako da, ozaveščanje sigurno na prvem mestu, tako da že s tem mislim, da bi veliko naredili, da bi sploh prišlo v javnost to. Pol pa Center za socialno delo, pač malo bolj, ne vem, manj birokratizacija, pa malo več dejanske pomoči, a ne. Njim je sam do teh zapisnikov, dajmo, to je moj šiht, moram dati to čez. Da so izpolnjeni kvadratki. Tako. Čebelarstvo, ne vem, katero čebelarstvo, Instagram profil čebelarstvo. Kaj bi rekla, da je pomembno, zato če hočeš biti rejnik oziroma rejnica, oziroma nikoli ne biti, če? Nikoli ne biti rejnik, če si alkoholik, če si odvisen od drog, pa če te je mogoče strah, da te bo otrok imel manj, pač, da te ne bo toliko rad imel, zaradi tega, ker nisi biološki starš. Mogoče, če imaš to kot nek cilj, da te ima otrok rad,
ker ti nimaš nadzora na tem, koliko te bo imel. Ampak če imaš to nek cilj, mislim, da takrat ne bi smel, s tem ciljem pač se ne smeš, ker to je res ena taka nobel pot, zelo taka plemenita pot, moraš biti zelo dobrosrčen, zelo potrpežljiv, tako čustveno nekako tudi pri sebi, dobesedno pri sebi. In če nisi, pol ne se iti tega. Pa verjetno tudi ne biti rejnik, če bi rad od tega pač dobil to pa sploh, denar. To je pa itak ta stereotip, ja, ne, da je to poklic. Saj na neki točki verjetno je lahko, saj v nekih drugih državah imajo prav tako rejniške agencije. Ja, če si primeren, če delaš to s srcem, če lahko nudiš to toplino. Tako. Ne pa, da nimaš nekih osnovnih pogojev dobrih sploh in pol pač ne veš, kaj bi v lifeu, evo, nač 5 otrok, pa idemo. Ti bi bila rejnica? Jaz bi bila rejnica, ja. Ja, jaz bi spodbujala to izkušnjo pri ljudeh. Sploh glede na to, koliko je zapuščenih otrok v Sloveniji, ki nimajo kam iti, ki so nastanjeni v vzgojnih zavodih. Sigurno, ja, pač bi spodbujala rejništvo in mislim, da je to res plemenita pot, da je fajn to, ampak spet pod določenimi pogoji in ob institucionalnem nadzoru. Tako. Če te zdaj posluša kakšen otrok, ki je v rejništvu, pa ima podobne ali pa še hujše, ali pa kakršnekoli v bistvu izkušnje, kaj bi mu rekla? Nekomu se zaupaj, z nekom se pogovor, če imaš recimo neke probleme. Mogoče je še najbolj varna pač institucija šola pri takih zadevah, nisem sigurna, težko sem pametna tukaj, ker ne vem, s kakšnimi, nisem toliko v stiku s temi mladimi zdaj, da bi vedela točno, s kakšnimi zadevami se v bistvu ukvarjajo, ampak ja, definitivno pač ne držati vsega v sebi, pa ne se delati, da je vse v redu, pa potem ti prevzemati recimo nekih vlog namesto staršev. Če nekdo ni starš, tak, kakor mora biti, ne ti upravljati njegove funkcije predčasno, ne odrast, preden ti je treba. Pač zaslužiš si dobro otroštvo in lahkotno in zaslužiš si pač drugo šanso pri odraščanju. In ja, pač pogovori se z nekom, najdi pomoč. Zdaj za konec bi te rada vprašala, kaj bi rekla sebi, ko si bila stara 6 let? Ja, da nisem jaz kriva, to sigurno, ja. Nisi ti kriva. To, na kratko. Aha, si v bistvu jemala nase vse to? Ja, itak, ja. Kakor da sem jaz tako mal kriva. To se mi zdi, da je kar pogosta izkušnja sicer otrok. Tudi če si recimo v navadni familiji, pa se ločita. Kakor da si ti nečesa kriv. Ja, jaz sem imela tako občutek, kakor da sem jaz v bistvu kriva, recimo, da se ona dva dost kregata. Se pravi, mama pa ata, ker sta imela probleme zaradi mene in to s papirji in tako med sabo, ta alkoholizem in vse je, pač imaš včasih občutek, ja, mogoče sem pa jaz, ne vem, če bi jaz danes prišla domov takrat, ko smo se zmenili, ona ne bi pila. In kriviš sebe, ampak pač nisi ti kriv. Ampak to traja, da pač veš, da nisi ti kriv. Pa ful lepo sporočilo, nisi ti kriv. Bi še kaj rekla? To je to. Mislim, da si ful povedala. Sploh ne vem, kaj da ti rečem, nočem izpadeti, ne vem, patetično ali pa pokroviteljsko, ampak bi ti res rada rekla, da čestitam za vse, kar si dala skozi in si krasna oseba. In sem vesela, da sem te spoznala in samo tako naprej, ker mislim, da si na pravi poti. Ja, najlepša hvala. Hvala tudi za vabilo, ja. Hvala vsem, ker ste prišli z nami do konca. Lahko mi pišete na Katja.gs z vašimi mnenji, komentarji, jih bom posredovala moji sogovornici z veseljem. In ja, hvala, da vas zanimajo take teme. In politiki, upam, da ste poslušali in da boste kaj spremenili. Čau. Čau.